Živijo, mi da so si pa prišla narediti eno skodelico. Super, bomo naredili. Ali so kakšne stvari, ki jih moramo na začetku še vedeti? Fino je vedeti, kakšna mora glina biti. Glina mora biti lepo gnetljiva, ne sme biti presuha. Če je presuha, nič ne uboga. Če je preveč blatna, tudi nič ne uboga. Ne? Potem pa, če si delaš posodico, moraš vedeti tudi, kako boš to naredil. Ne? Eden bo delal z belo, kdo bo delal z belo glino? Dobro, to je že bilo zdaj prijazno od tebe, ker ta malo trša. No, tale malo mehkejša, ne, rdeča. Pa si najprej kepo naredita. Sredica mora biti lepo oblikovana na okroglo. Pokaži. Ja. Nisem dobro vama gre. V redu. To je zdaj že dobro. Potem pa dajte v eno roko, tisto, ko vam je lažje, lahko levo, desno. Pa takole palec probite čisto na sredo noter dati. Na sredo, globoko, takole. Ja. Potem pa mečkeno ščipnite steno, tako da ostali prsti so zunaj, pa pejte naokrog. Tam, ko imate pa takole, pa malo čez popravite. Zakaj pa ne delamo to kar na mizi, ker v zraku je zelo težko? Zato, ker je v roki bolj več vlage, miza pa takoj izsuši. No, poglejmo, kakšne so. Lepo, ne? Zdaj na koncu smo dali šele dol, toliko, da so stabilne, da se nam ne prevrnejo. In stene so lepo enakomerne. Ali bomo še kaj okrasili, ali je to to? A bi ti bilo všeč malo krasiti? Ja, bomo. Bomo vzeli orodje. Pol pa vzameš lahko takole orodje, pa recimo tako, ko so spet delali v starih časih, ne rišeš gor, da se risati, a ne, veste, lahko jaz rišem vzorčke, če hočem. Še lepše se mi pa zdi, da otiskujem vzorčke. A tale je bila že žgana? Ja, tale je bila že v peči. Kako pa to mislite, da bo žgano? To pomeni, da bomo dali v peč, ki bo na zelo visoki temperaturi, na 900 stopinj, 980 stopinj. In potem ne bo več suho blato, ker najprej se bo to posušilo in bo samo posušeno, ampak bo že pečeno oziroma žgano. Zakaj pa je ta drugačne barve? Druge barve je tudi zato, ker se je v peči pobarvala. Se pravi, kemijsko se je spremenila, povezalo se je vse med seboj in zato pravimo tudi tej glini, ki ni nič rdeča zdajle, ji pravimo rdeča glina, tele pravimo pa bela in tale bo belkasta, ko bo prišla iz peči. Tale bo pa take barve. Zakaj pa moramo gnesti to glino? Zato, da se bo lepo uredila in da se bomo znebili zraka, kaj je noter, sigurno, takole so noter, kot eni majhni mehurčki vmes. In glina mora biti potem enakomerno zgnetena, če hočemo, da na vretenu lepo se obnaša. A prej, ko smo delali na roke, ni bilo potrebno, tako kot zdaj, ko bomo šli na vreteno? Veš kako, če bi bila glina zelo v slabem stanju, bi tudi morali malo zgnesti, da bi se lepo poenotila. Ampak v bistvu drugače pa to ni tako važno, medtem ko pri vretenu je pa nujno. Kaj pa vse potrebujemo? Kepe rabimo, a ne? To je naša osnova, iz tega bomo naredili posode. Vreteno rabimo, tale je električen, imamo tudi drugačna vretena. Potem rabimo vodo, tukaj sem pripravila vodo, kakšno gobico, pa kakšno takole orodje, da si pomagamo kaj odrezati. Tudi žička je spet tu, oziroma tista vrvica. To je osnovno orodje, pa naše roke. Tiste krogle, ki smo jih naredili, je potrebno dobesedno zagnati. Če niso na sredini, moramo tole premakniti tako, da ne zgubijo stika. Potem pa najprej bomo takole s palčkom, tukaj en mehurček se pojavil, naredili eno tako kotanjico. Potem bomo šli pa s kazalcem naprej in bomo še enkrat noter. Zdaj že imamo tisto luknjo, pa zdaj lahko tudi bolj počasi vrtimo, malo manj. Po občutku, a ne, včasih želimo pohiteti, včasih počasi. Kako pa to dol dobimo, ker se je zelo prilepilo? Veš kako, s tole žičko ali pa tisto vrvico, ki si jo prej videl, zdaj bomo žičko porabili, takole naredimo, da jo raztegnemo po mizi in tako čist spodrežemo naš lonček, ne. Opa, če noče iti malo bolj počasi, prestavili, a ne. Kar zamenjajva se boš tukaj usedla, pa bomo vzeli eno kepico. Kako smo rekli, da jo zabrišemo s suhimi rokami, a ne, na sredo.
Oba bova dala prst noter, ti krdej tudi, poskuši svoj, če bi šel. Zdaj bova pa stisnila ven bova vlekla, ven, spodaj malo stisnemo, ja, se pravi, noter stenco držiš, ne, spodaj malo stisnemo, no, ti jo boš dal pa na ploščico, pa boš videl. Tako je kot, čestitam vama, lepo je ratala.